Dober dan, spoštovane gospe in gospodje. S predsednikom državnega zbora sva imela delovni posvet. Najprej in predvsem sva se posvetila vprašanju uveljavitve odločbe ustavnega sodišča, ki nalaga državnemu zboru, da do 21. decembra letos upošteva zahteve ustavnega sodišča glede prilagoditve volilne zakonodaje. V tem smislu naj vas obvestim, da sem predsedniku državnega zbora vročil prošnjo, da v skladu z 244. členom Poslovnika Državnega zbora, če je le mogoče, z njegovim strinjanjem, na junijski seji nagovorim državni zbor. Naj kratko razložim razloge za to. Ko sem prejšnji teden opravljal pogovore z vodji poslanskih skupin glede odločitve o ustavnih sodnikih, sem se posvetoval tudi o drugih aktualnih vprašanjih, med drugimi seveda o spremembi volilne zakonodaje. Vprašal sem jih, ali bi z naklonjenostjo razumeli mojo željo, da jih morda na junijski seji, če bi se predsednik državnega zbora tako strinjal, nagovorim v zvezi s tem najpomembnejšim političnim vprašanjem slovenske demokracije ta hip. Vsi so se strinjali, da bi tak moj nagovor razumeli in ga sprejeli kot potrebnega. Zato sem ga danes v pisni obliki predložil predsedniku državnega zbora in ta bo odločil, kdaj bom lahko kratko nagovoril državni zbor. Kot veste, sem v dobrem letu dni, od januarja leta 2019 do januarja letos, vodil pogajanja za spremembo volilne zakonodaje. Tako smo se dogovorili na sestanku 4 predsednikov, s tem so se strinjali vsi predsedniki strank in vodje poslanskih skupin. Rad bi se zahvalil vsem pogajalcem vseh parlamentarnih strank, predsednikom, ki so bili tukaj v tej kristalni palači 12. julija in smo skupaj z njimi sprejeli takrat velepomemben postopkovni sklep, namreč, da se vloži v parlamentarno proceduro tisti predlog in to na predlog skupine poslancev, ki uživa zadostno podporo za njegov sprejem. V 8 krogih pogajanj smo prišli do 2 alternativ. Ena je bila ukinitev volilnih okrajev in uvedba prednostnega glasu. Druga pa je bila sprememba meja volilnih okrajev. Vi veste, da se je potem v februarju 59 poslancev, torej ne dovolj v skladu z dogovorom za vložitev v parlamentarno proceduro, odločilo, da poizkusi za tem, da bi dobili potrebno večino za spremembo volilne zakonodaje tako, da bi imel volilec odločilni glas s tem, da bi lahko z liste kandidatov stranke odločil in določil tistega, ki mu najbolj zaupa. Tudi po moji presoji, naj povem, tega nisem nikoli skrival, bi bila to najboljša rešitev. Vendar se je izkazalo, da za to ni dovolj poslanskih glasov. Ker je bilo to storjeno v nasprotju z dogovorom, je postalo jasno, da smo se znašli v neki zadregi, iz katere pa nas lahko reši le preprosta politična modrost, naša odgovornost, da uveljavimo odločbo ustavnega sodišča in naša skupna skrb, da se nam ne zgodi, da bi od začetka prihodnjega leta brez spremembe volilne zakonodaje tvegali, da imamo morebitne predčasne ali redne volitve z sumom ustavno-pravne veljavnosti. Vse to so razlogi, zaradi katerih sva se danes s predsednikom državnega zbora dogovorila, da je v teh okoliščinah, tudi glede na najine osebne izkušnje s tem projektom, pametno, da ostanemo morda, če se bodo tako odločili vodje poslanskih skupin, pri predlogu iz 12. julija lanskega leta, da tudi predlog, ki zadeva spremembo meja volilnih okrajev, vložijo v parlamentarno proceduro poslanci. Kajti, če bi se držali dogovor, da vloži dovolj veliko število poslank in poslancev, bi bila to
bi bilo to zagotovilo, da bo tak predlog tudi sprejet. Naj povem za tiste, ki ste sladokusi, ki ste poznavalci tega področja, prav mogoče je, da bi se našli poslanci, ki niso zadovoljni z predlogom, ki prihaja v državni zbor in bi vložili drug predlog, čeprav nimajo dovolj podpisov, samo zato, da preprečijo razpravo o predlogu, ki bi imel dovolj veliko večino. To zanko, ki se ji reče torej pač izkoriščanje poslovniških možnosti, poznamo in je treba z njo računati. Ampak naj povem, na osnovi 8 krogov pogajanj in sestanka s predsedniki vseh parlamentarnih strank, odgovornost vseh, brez izjeme, zavedanje vseh, brez izjeme, je, da to moramo storiti. Jaz sem o tem opravil pogovor tudi s predsednikom vlade in zaveda se, da je to nujno storiti letos. Ko sem to vprašanje odprl kmalu po prevzemu njegovega mandata, me je prosil, in to sem seveda upošteval, da okoliščine epidemije verjetno niso najboljši čas, da bi se vlada ukvarjala s tem vprašanjem, to je razumljivo. Čas epidemije mineva, 21. december pa ni več tako zelo daleč, če upoštevamo, da so vmes še parlamentarne počitnice. Tako sva, in tukaj bom zdaj dal besedo predsedniku državnega zbora, menila, da edini, ki lahko predlaga nov osnutek zakona, je seveda vlada. Brez vlade si pri spremembi meja poslanci ne morejo pomagati, saj potrebujete celo vrsto podatkov, ki jih morajo upoštevati predlagatelji, ko pišejo osnutek zakona. Mimogrede, naj se zahvalim tudi ministru Medvedu, ki je zelo veliko naredil za to, da smo prišli do točke, do katere smo prišli v januarju tega leta. To mora narediti pristojni minister, potem pa predlagava z predsednikom državnega zbora, da to roma v njegovo pisarno kot osnutek in da se pred vložitvijo, ki naj bi jo vložili poslanci in poslanke, o tem razpravlja z vodji poslanskih skupin na neformalnem sestanku. Če bodo ocenili, da bi lahko koristil pri tem pogovoru, bom rade volje prišel zraven, če bodo ocenili, da to ni potrebno, moje stališče bodo slišali na junijski seji in bo tudi v redu. Na koncu ne rečem to, jaz sem tisti, ki po ustavi podpiše odlok o razpisu volitev v državni zbor. Vse od odločitve ustavnega sodišča pred 2 letoma do danes menim, da je to eno najpomembnejših političnih vprašanj, namreč uveljavitev odločbe ustavnega sodišča v zvezi z spremembo volilnega sistema. V nasprotnem primeru bi to lahko pahnilo, če se to ne bi zgodilo, Slovenijo v situacijo, v kateri bi bila ogrožena legitimnost, legalnost volitev, s tem pa tudi demokracija sama. Slovenija ima dovolj drugih problemov, ki jih pa lahko reši samo, če vlada neko temeljno zaupanje, da so izvoljeni v državni zbor, v vlado izvoljeni legalno in legitimno. Če obstoji sum, da temu ni tako, bi to v Sloveniji in drugje seveda privedlo do atmosfere, ki bi bila zares nevzdržna. Tega si mi ne zaslužimo, mi smo sposobni to rešiti, to moramo rešiti do 21. decembra. Predsednik državnega zbora, prosim. Hvala lepa, pozdrav tudi z moje strani. Mislim, da je predsednik republike izčrpno povzel najin pogovor. Jaz sem že včeraj opravil pogovor z vodji poslanskih skupin tudi na temo spremembe volilne zakonodaje in če potegnem zaključek skozi včerajšnji pogovor z vodji poslanskih skupin in današnji pogovor s predsednikom republike, lahko zaključim, da obstaja v parlamentu zavedanje, da je vprašanje volilnega sistema oziroma implementacije ustavne odločbe prvovrstno politično vprašanje, ki ima posebno težo. In verjamem, da bodo v skladu s tem vse poslanske skupine, vse parlamentarne poslanske skupine tudi pristopile k reševanju tega problema. Lahko rečem, da je nekako dogovorjeno oziroma soglasno, da pride s osnutkom predloga zakona, ki bo spremenil volilne okraje, v državni zbor minister za javno upravo oziroma vlada. Na podlagi tega osnutka pa bodo seveda stekla pogajanja oziroma bolje rečeno pogovori z
vodji poslanskih skupin oziroma poslanskimi skupinami za to, da se preizkusi potrebna večina oziroma da pride čim prej do rešitve. Naj omenim še to, da to izhaja tudi iz včerajšnjega pogovora, da obstaja pri nekaterih poslanskih skupinah še vedno želja po tem, da bi se volilne okraje ukinilo, ampak da bo do morebitnega takšnega predloga prišlo le v primeru, če se bodo za to rešitev zavzeli tudi kakšni izmed poslancev, kakšnih poslanskih skupin, ki se do sedaj niso. Hvala lepa. Prosim, z veseljem odgovorili na vprašanje, ki so s tem povezane, pa tudi na kakšna druga, če boste želeli, ampak najprej na to. Prosim. Ja, Tadeja Vrtovec, STA. Jaz bi vprašala, če ste zasnovala kakšno časovnico, če imate v mislih, do kdaj ne bi minister zdaj to po vašem predložil, da je nek deadline, recimo. Torej, razumem z soglasjem, strinjanjem predsednika Državnega zbora, da bom Državni zbor nagovoril v juniju. Še enkrat poudarjam, da sem se za to odločil, to je prvič v 2 mandatih, ko upravljam dolžnosti predsednika Republike. 2-krat, kot veste, sem bil pozvan, da nagovorim Državni zbor strani poslank in poslancev, zato ker so se s tem strinjali tudi vodje poslanskih skupin. V bistvu, gledajte, gre za to, da se ne samo Državnemu zboru, poslankam in poslancem, ki to dobro vedo, ampak tudi najširši slovenski javnosti pove, da to ni vprašanje, pri katerem bi se poslanke in poslanci ukvarjali sami sabo. Da gre za elementarno vprašanje demokratičnosti naše družbe in države. Da to zahteva poštenost in legalnost volitev. Da se s tem ne smemo igrati, če hočemo imeti demokratične institucije, da bodo reševale probleme, ki se kopičijo, tudi zaradi pandemije. Po tem nastopu domnevam, tudi po pogovorih, ki bo imel predsednik Državnega zbora z ministrom, tudi jaz bom opravil pogovore s predsednikom vlade glede tega, bo Ministrstvo za javno upravo nadaljevalo delo, ki ga je opravljal minister Rudi Medved, in pripravilo nek osnutek. Predlagam, to je moja ocena na osnovi enoletnih pogajanj, da je dobro, če vložijo predlog poslanke in poslanci. Če bo predlog vložila vlada, če bi se na koncu izkazalo, da ga celo mora, ker ne bo posluha drugače, bi lahko glasovanje o tem zakonu pomenilo tudi glasovanje o podpori vladi. To se ne sme zgoditi. To je prepomembno vprašanje, da bi bilo predmet merjenja moči glede podpore vladi ali opoziciji. Zato je bil 12. julija tukaj na kosilu pri meni dogovorjen ta postopkovni sklep, da se predloge za spremembo volilne zakonodaje vlaga s podpisi poslank in poslancev in to z številom, ki omogoča izglasovanje. Predsednik, še tukaj? Ja, jaz se lahko tu samo strinjam. Gre za vprašanje, ki je nad delitvijo koalicija-opozicija. Dejansko gre za interes politike, da implementira ustavno odločbo izven vseh teh delitev, ki jih sicer vidimo v Državnem zboru. Torej gre za rešitev oziroma implementacijo, ki v korist nasploh vseh strank in nasploh parlamentarne demokracije. Prosim, še kakšno vprašanje s tem, prosim. Jolanda Lebar, Radio Slovenija. Ampak v čem je situacija zdaj drugačna, kot je bila? V parlamentu so razmerja popolnoma enaka in preden je ta predlog z ne dovolj glasov v nasprotju z dogovorom pri vas romal na poslanske klopi, ni bilo večine niti za spremembo volilnih okrajev. V čem je zdaj situacija drugačna, da mogoče nek optimizem, da bi to lahko vendarle bilo do decembra sprejeto? Po mojem ni. Torej, moj predlog, želja, da nastopim pred Državnim zborom, je odraz zaskrbljenosti, da se kaj veliko po februarju glede tega ni dogajalo. Deloma, v veliki meri gre to pripisati tudi seveda epidemiji, pa tudi seveda spremembi vlade. Imate prav. V februarju je bil vložen predlog, ki ni imel zadostne večine, v nasprotju z dogovorom, vendar je bil to verjetno dobronameren poskus, da bi se zaključilo z ugibanjem, ali ima ta predlog podporo ali ne.
Naj opozorim, da sem jaz 28. februarja pisal strankam, naj ugotovijo, ali imajo podporo ali ne, in od takrat dalje je bilo jasno, da predlog nima podpore. Morda bi se izkazalo drugače, če bi poslanci še kak teden počakali, morda pa tudi ne. Skratka, to je bilo storjeno, za nazaj ne moremo spreminjati nič. Zdaj imamo pred seboj praktično dobrih 5 mesecev in ne veliko več. To zdaj sili vse, ki imamo odgovornost glede tega, zlasti Državni zbor, ki je poklican z Ustavnim sodiščem, da poskusi z predlogom, ki zahteva manjši kvorum, torej 46 poslank in poslancev. Moram pa povedati, nenazadnje tudi kot nekdo, ki se je 30 let ukvarjal z volilno zakonodajo in bil zraven pri pisanju prve, da bo določanje meja volilnih okrajev zelo politično občutljivo delo. In tukaj se midva dobro strinjava, ste poznavalka tega, veste, kako zelo težko bo. Tukaj sem vesel in sem tudi poslancem dejal, ne zanemarite možnosti, da bi morda vnovič poskusili odločati o predlogu za ukinitev meja, uvedbo liste in relativnega prednostnega glasu, ker to bi po mojem mnenju tudi pomenilo stvarni napredek glede možnosti volivca, da čvrsteje, odločneje postavi poslanko ali poslanca. Vendar, zato v prvem poskusu ni bilo dovolj glasov. Zdaj gremo na poskus, ki zadeva spremembo meja volilnih okrajev. Tukaj si brez vlade ne moremo pomagati, to mora vlada delati in to tudi je že ministrstvo, torej kolega Medveda, zelo, bom rekel, zelo zavzeto počelo. Nismo pa na mojo željo uspeli dokončati tega dela, ker je bil vložen predlog, pa je prišla epidemija. Torej imamo malo časa, vendar imamo izkušnjo iz leta in pol, ko smo se trudili, da bi prišli do odločanja in še nekaj ne vam rečem. To kot argument, da se politika dobro zaveda odgovornosti, pred katero je. Nikoli prej, v vseh letih, se politika ni lotila tako hitro in tako enotno uveljavljati odločbo Ustavnega sodišča kot v tem primeru. Odločba je prišla 21. decembra, mi smo sedeli prvič skupaj konec januarja. Nikoli prej. To kaže na to, da se vsi zavedamo izjemne občutljivosti tega vprašanja, pomena za demokratično družbo in državo, seveda pa tudi izrednih težav, ki bodo nastopile in tukaj moramo zdaj biti prepričani, da z modrostjo, odgovornostjo, z skupnim sodelovanjem lahko pridemo do cilja. Predsednik, še ti? Ja, no, moja ocena je, da kar se tiče te druge variante, to je, da se spremenijo volilni okraji, vse možnosti še niso bile izčrpane, pravzaprav še nobena. Dejstvo je, da so nekateri osnutki že priromali pred poslance in so bili deležni kritik, ampak jaz sem prepričan, da tu obstaja še veliko manevrskega prostora in da bo ob nekem hkratnem zavedanju o potrebnosti reševanja tega problema prevladal tudi nek razum in da bo ena rešitev sprememb volilnih okrajev takšna, ki bo pa dobila podporo večine poslancev. Še to naj dodam, vsak teden je glede tega vprašanja zdaj pomemben. Nočem dajati vtisa neučakanosti, vendar pa nas spremembe v političnem prostoru, naraščajoča gospodarska in socialna kriza, prihajajoča recesija, ukvarjanje z tem vprašanji silijo, da razumemo, da je to poseben problem s posebnim statusom, s posebno težo in da odloča o tem, ali bomo imeli naslednje volitve poštene, legalne in legitimne ali ne. In da je to prvovrstno politično vprašanje, ki si ne glede na spremembo okoliščin zasluži, da ga vsi prednostno obravnavamo od danes naprej do 21. decembra najkasneje. Prosim, še kakšno vprašanje v zvezi s tem? Zdaj obema predlogama, ki sta bila na mizi, najbolj nasprotovala prav največja stranka v parlamentu, zavzema se za večinski in kombiniran sistem. Je katerikoli od vaju morda tukaj zaznal kakšen prostor za premik, popuščanje?
kolikor jaz lahko razumem, ne da bi kadarkoli smel ali imel pooblastilo, da bi komentiral stališča poslanskih skupin, ampak kot nekdo, ki je usklajeval, vodil pogajanja, lahko rečem, da pričakujem, da bo največja koalicijska vladna stranka podprla predlog za spremembo meja volilnih okrajev. Mislim, da mi daje mandat, da to rečem, dejstvo, da sem vodil pogajanja. Sicer si tega ne bi privoščil. Prosim. Tadej Grešovnik, Pop TV, mogoče težko gremo mimo aktualnega dogajanja. Še kaj glede volilne zakonodaje? Ne, prav. Glede današnjega odstopa predsednika Socialnih demokratov Dejana Židana, tudi vi ste vodili to stranko, mogoče kratek komentar, zamenjala ga bo kolegica Tanja Fajon. Kaj pravite na to? Kot predsednik republike se vzdržujem vseh komentarjev, ki zadevajo strankarsko življenje. Mogoče predsednik državnega zbora? Kot pripadnik ene druge stranke se vzdržujem komentarjev o dogajanju v drugih strankah. Zdaj, če to ne zadeva samo ene stranke, ampak vse nas. Glejte, pravim, to ni komentar na to vprašanje. Glede tega vprašanja sem dal izjavo. Znašli smo se v položaju, ko so posledice epidemije resne tako za gospodarstvo, za socialno življenje, poglobile bodo stiske ljudi, tudi in kljub temu, da je vlada relativno hitro in zelo primerno ukrepala. To bo čas, ko bo težko v politiki, to govorim tudi na osnovi mojih izkušenj. To je čas, ki bo zahteval in upam, da bomo temu dorasli sodelovanje, tudi med vlado in opozicijo, ki bo zahteval neko medsebojno spoštovanje in razumevanje. V zadnjem času to pogrešam. Vidim veliko ostrih, nepotrebnih, celo sovražnih besed, ki poglabljajo nezaupanje. Naši ljudje si zaslužijo, da imajo zdaj eno politično reprezentanco na začetku prehoda iz zdravstvene krize v gospodarsko, ko ji lahko zaupajo, da bo po najboljših strokovnih in seveda političnih močeh odločala o pomembnih odločitvah glede naše prihodnosti. In v tem smislu si želim, da bi vsi, ki imajo odgovornost pri tem, vključno z mano, razumeli, da je kakšenkrat tudi v politiki prijaznost pomembna, da je ravno tako pomembna kot kakšenkrat ostre besede, da ostre besede niso problem, če niso žaljive, da je mogoče povedati drugačno stališče tudi, če ni sovražno izrečeno, da se je dobro vzdržati kritike medijev, da se je dobro vzdržati še česa, kar bi lahko avtonomni družbeni sistemi imeli za vtikanje politike vanje. Vse to je zdaj ena velika odgovornost nas vseh. Tudi o tem smo prej malo spregovorili s predsednikom in upam, da bomo priče neki potrebni umiritvi teh strasti, zato da bi se lahko še bolj posvetili vprašanjem, ki bodo zelo težka in zelo občutljiva. Imamo veliko priložnost. Vsi vi in tudi jaz vidim veliko problemov. Ampak take okoliščine so lahko tudi priložnost za državo. In če bomo imeli eno politično reprezentanco, v kateri bo dovolj dialoga med vsemi glavnimi odločevalci, so tukaj velike priložnosti. Še kakšno vprašanje? Prosim. Sabina Zonta, Televizija Slovenija. Najprej bi z gospodom Pahorjem začela ravno o tem, ko ste govorili, katere konkretno primere ste imeli v mislih, ko ste pozivali politiko k temu, kam... Vse. Zato sem tudi tako rekel, kot sem rekel. Če lahko sem potem gospoda Zorčiča, ker je ravno s tem povezano, zadnji dnevi v parlamentu so zelo pestri, sicer ste se odzvali že v torek, pa kljub temu se to pestro dogajanje še nadaljuje. Videli smo, kaj se je dogajalo včeraj, zato morda prošnja za nov komentar na vse to, kar videvamo v zadnjem času v parlamentu. Hvala. Mi smo se v zvezi z dogajanjem v parlamentu pogovorili tudi včeraj v zaprtih vratih. Dejstvo je, da si nekateri poslanke in poslanci parlamentarizem predstavljajo in razlagajo zelo po svoje. Jaz sem opozoril na to, da
Seveda je vsaka kritika in prosta beseda, svobodna beseda v parlamentu dobrodošla. Dejstvo pa je, da bi lahko v preteklih, recimo parih mesecih našteli kar nekaj primerov, kjer je prihajalo pod, bom rekel, tem sloganom svobodne besede do medsebojnih obračunavanj, žaljivk med poslankami in poslanci, diskreditacij. In jaz mislim, da temu ni, da takšne besede pač nimajo mesta v parlamentu. Dejstvo je, da tudi v tem političnem prostoru, mogoče je tudi to vprašanje, ki ste mi ga zastavili prej v zvezi z odstopom predsednika ene izmed parlamentarnih strank, da se pač dogaja nekakšni premiki in da vsak premik ustvarja določeno trenje. Verjamem, da ko se bo prostor konsolidiral tako na strani, recimo temu, levega dela političnega prostora, sredine in desnega prostora, da bo teh trenj manj in bodo tudi razprave v parlamentu bistveno bolj vsebinske, pa bistveno manj proceduralne, na kar se, bom rekel, v zadnjem času opozarja. Se pa moramo zavedati, da je pač parlament tudi pod neko presijo, bom rekel, čim prejšnjega sprejemanja zakonov, ki se nanašajo na, bom rekel, sanacijo epidemije COVID in da, bom rekel, pod tem časovnim presingu pride dostikrat do kakšnih, bom rekel, bolj burnih izjav pa bolj burnih reakcij. Verjamem, da s časom, ko se bo, bom rekel, delo stabiliziralo do te mere, da se bo večina zadev obravnavala na rednih sejah, da do tega ne bo prihajalo ali pa bo toliko bolj redko. Kandidate za ustavne sodnike. Zanima me, ali še vedno razmišljate, da bi državnemu zboru imenovanje predlagali dva kandidata. To možnost imate, vemo pa, da se zadostna podpora nakazuje enemu kandidatu, koalicija se poskuša uskladiti okoli drugega kandidata. Se vam zdi tukaj pomembno upoštevati presojo vsakokratne koalicije pri tem izboru? Kot ste pravilno omenili v začetku, sem že v prvem sporočilu za javnost, ki je zadevalo tokratno izvolitev ustavnega sodnika ali sodnice, omenil možnost, da bi se odločil tokrat prvič predlagati državnemu zboru dva kandidata oziroma kandidata in kandidatko. Več razlogov govori za to. Najprej bi vas spomnil, da sem doslej predlagal v mojem mandatu, v mojih dveh mandatih, 8 kandidatov in da so vsi dobili podporo za opravljanje funkcije ustavnega sodnika. Eden od dodatnih razlogov, da ne bom šel skozi vse, je tudi dejstvo, da zdaj prihaja zadnji, 9. in da 5 let, naslednjih 5 let, bo ustavno sodišče odločalo v taki sestavi, kot jo bo za izvolitvijo zadnjega sodnika ali sodnice določil državni zbor. Nič ne bo narobe, če državni zbor o tem opravi eno resno razpravo in že od prvega trenutka, še preden smo dobili vse kandidatke in kandidate z razpisom, sem bil mnenja, da bi bilo koristno, da dva, ki uživata največjo podporo, zlasti če bosta različna profila, dam državnemu zboru v presojo. Tukaj imamo dva različna kandidata, imamo kandidatko, ki je sodnica in je sodnica na Vrhovnem sodišču za sijajno sodniško kariero. In imamo ustavnopravnega strokovnjaka, profesorja za izjemno profesorsko kariero. Poslanci bodo odločili, kateri profil, komu, zakaj zaupati to pomembno dolžnost. Tako da iz vseh teh razlogov tokrat nisem šel v to, da bi v nadaljnjih pogajanjih poskušal na vsak način dobiti večino za enega, kar je bil na nek način vedno pogoj, da sem predlagal kandidata, ker iz prejšnjih mandatov sem se naučil, da predsednik sicer lahko predlaga tistega, ki je njemu všeč, ampak če nima podpore poslancev, škodi tako kandidaturi kandidata kot sebi in tudi vlogi državnega zbora in da se dobro z njimi posvetovati. Vsem vodjem poslanskih skupin sem omenil možnost, da bi predlagal dva
mislim, da so razumeli, zakaj se tako odločam. To sem tudi danes povedal predsedniku državnega zbora, pa ne vem, če bo predsednik kaj komentiral, to je njegova stvar. Ne, predsednik. Predsednik je suveren v tem opravi pogovore in kar bomo dobili. Še kakšno vprašanje? Mogoče samo še to. Prosim? Oprostite, hotela sem dopolniti to, ampak tukaj tvegate, ne? Če boste dva predlagali, tvegate, da noben od njiju ne bo izvoljen, tako kot se je recimo zgodilo včeraj pri dveh kandidatih po enem razpisu za splošno sodišče Evropske unije. To je sicer drugačen primer, drugačna zgodovina, drugačen profil problema. Vi verjetno, tukaj ste vsi zelo dobri poznavalci vprašanj, o katerih razpravljam. Vi veste, da sem jaz predlog za gospoda Podobnika, ki je včeraj dobil mandat, zato da gre pred odbor 255 in potem upajmo na sedež sodišča v Luksemburgu. In potem dva kandidata. To je bilo tudi dogovorjeno s poslanskimi skupinami, ni bilo mogoče ugotoviti, ali sploh kdo ima podporo, zato sem se odločil za ta dva. Da je bil predlog potem nekako umaknjen februarja za spremembo vladne koalicije. In da so bili zadržki, ali bi sploh državni zbor opravil to razpravo. Jaz sem opozoril odgovorne ljudi v vladni koaliciji ali vladi, da Slovenija nima nikogar sedaj v Luksemburgu in da jih prosim, da vendarle državni zbor opravi razpravo. No, tako smo prišli do tega, da je včeraj državni zbor vendarle enemu od treh kandidatov prižgal zeleno luč, za enega oziroma za drugega, za mesto drugega sodnika ali sodnice, pa bo moralo pravosodno ministrstvo začeti nov postopek. In predlagam, da ga opravi hitro. Veste tudi, da je bilo nekaj polemike o vlogi sodnega sveta, tudi to je verjetno imelo nek razlog pri odločitvah, v katere ne smem posegati glede odločitve poslancev, ampak glede vašega vprašanja, da morda nihče ne bi dobil potrebne večine, mislim, da se možnost s tem, ko predlagam dva in to dva različna profila zmanjšuje, da eden na koncu razprave utegne vendarle dobiti. Medtem ko bi bilo tveganje, to je tudi odgovor na vaše vprašanje, da bi šel z enim od njiju, večje, da ne bi dobil nihče podpore v prvem krogu. Tako da iz dveh temeljnih razlogov, ker ni bilo mogoče res ugotoviti, da je trdna podpora, na tajnem glasovanju bo to ime dobilo podporo, in drugič, ker se mi je zdelo prav, da o dveh različnih profilih državni zbor opravi razpravo. Moram vam reči, da Ustavno sodišče zelo zanima, kdo bo zadnji 9. član. Zanima ne nazadnje vseh nas. Ustavno sodišče je sodišče, ki je branik ustavnosti, ki odloča o pravno-političnih vprašanjih par excellence in pravi, da državni zbor, ki na koncu izvoli na moj predlog, opravi resno razpravo. Upam, da tudi zrelo. To je recimo priložnost, ko se lahko govori o nekaterih stvareh, ki zadevajo pravni sistem. To je legitimna debata. Naj se opravi v državnem zboru takrat, ko je za to čas. To bo pravi čas. Še kakšno vprašanje? Če dovolite samo še to, gospod predsednik, 5 mesecev ste rekli, je še 5 mesecev je pred nami, teh ključnih mesecev, torej da se ne znajdemo v 2021 v pasti. Pa me zanima pravzaprav, kako ocenjujete, a smo že v tej predvolilni atmosferi, potrebujemo politični mir, da se to vse skupaj reši, ste rekli, in dogaja pa se, kot smo govorili, prerazporejanje političnih sil, lahko govorimo o poslanski prestop in menjava torej šefov strank. Smo torej že na poti v to, kar ne vodi ravno v rešitev? Kot sem dejal, prvič v skoraj 8 letih prosim državni zbor, da mi prisluhne. V nagovoru bom poskušal reči, da naj državni zbor, ki mu je Ustavno sodišče naložilo, da v 2 letih spremeni volilno zakonodajo, to jemlje kot posebno vprašanje, ločeno od vseh ostalih, ki mu daje prednostno pozornost. Brez takega načina vedenja glede tega vprašanja tvegamo, da ob zelo burnem političnem dogajanju, upam, da se bo sicer umirilo in da bo prišlo do osredotočanja na reševanje krize, tvegamo, da bi se znašli prihodnje leto v situaciji, ko bi prišlo do politične krize in do morebitnih predčasnih ali rednih volitev, nad katerimi bi pa visel sum ustavne spornosti. Tega si Slovenija in Slovenci zares ne zaslužimo. 30 let bo kmalu
kar imamo svojo državo. Z demokracijo, s prvimi demokratičnimi volitvami smo oblikovali vlado in opozicijo, ki sta dosegli dogovor o plebiscitu, ustanovili in obranili državo. Demokracija je bila bistvena za to, kar imamo danes. Vsako tveganje, da jo ranimo pri tako pomembnem vprašanju, kot so poštene, legalne, legitimne volitve, bi pomenilo resno neodgovornost glede naše prihodnosti. Mislim pa, da je, tukaj moram reči ob vseh izkušnjah, ki jih imam, da se vsi dobro zavedamo tega. Še ti, predsednik, zadnja sklepna beseda mogoče, potem pa bi končali. Jaz mislim, da je možno povezati, bom rekel, tako kot ste omenili, kot se to že jaz predhodno, dogajanja na, bom rekel, političnem parketu, tudi z zavedanjem o tem, da volitve oziroma volilno zakonodajo potrebujemo čim prej. Hvala lepa vsem. Lep dan. Hvala.